Dobar dan. Javljamo se neposredno seminarja Kako poslovati z Indijo, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala 12. maja z namenom, da informira slovenska podjetja o poslovnih priložnostih na tem enormnem, mladem, dinamičnem tržišču. 300 milijonskih potrošnikov samo v srednjem razredu in med gosti, ki so bili pripravljeni deliti podjetniško izkušnjo, smo imeli tudi direktorja Gostol Gopana iz Nove Gorice, gospoda Tadeja Vidica, ki bi ga rada vprašala, zakaj se je odločil za sodelovanje na seminarju oziroma da predstavite vašo zgodbo o slovenskim podjetjem. Ja, torej Indija je zdaj pri nas kar taka aktualna tema. Mi smo kar daleč prišli v zelo kratkem času. Če povem po pravici, vse skupaj je dalo en pospešek, ko smo spoznali veleposlanika indijskega v Sloveniji, gospoda Jeroma. V stik smo prišli ravno na vašem srečanju. Nemudoma, rekel, v enem tednu je gospod Jerome že bil tudi na Gostolu, kjer smo začeli konkretno se pogovarjati o naših idejah in moram reči, z izredno podporo, zelo praktičnimi nasveti nam je dal še dodatnega optimizma, tako da smo v zadnjih mesecih veliko delali, bili smo tudi na obisku v Indiji, na sejmu, spoznali trg in kupce. Trenutno smo upam, da zaključnih pogajanjih z našim partnerjem za ustanovitev mešanega podjetja v Indiji, kjer bomo poskusili res pripraviti eno produktne skupine po zelo konkurenčnih cenah za indijski trg in tam prehiteti vso konkurenco, ki je zaenkrat v Indiji še ni. Tako da malo sem čutil dolžnosti, da to izkušnjo sicer še ni dokončana, tako ko bi pri nas rekli, kruh še nismo spekli, vendar smo ga zanesli, recimo, da lepo vzhaja in prav se mi je zdelo, da začnemo te informacije, izkušnje, kakršnekoli že so, malo deliti med sabo, ker mislim, da tudi danes se je pokazalo, veliko ljudi že pozna in posluje z Indijo in tukaj sem danes poznal še 3 kontakte, tako da mislim, da bomo počasi že kakšen poslovni klub tudi mi v Indiji gradili. Lahko date še en nasvet slovenskim firmam, kako pa selekcionirate pravega indijskega poslovnega partnerja? Težko bi dal tak univerzalen odgovor. Mi smo s tem partnerjem začeli že pred leti s prodajanjem licence, potem smo vsi skupaj bili malo pasivni, zdaj se je pa ponovno zadeva odprla. Mislim, da univerzalnega recepta ni, poštena igra, poštena izmenjava informacij. Po moje oceni Indija je zahteven trg, vendar v principu mislim, da vsi poskušajo na nek pošten način se boriti za svoje posle. Najlepša hvala. Med zaključki seminarja je bilo pa tudi večkrat omenjeno, da se je potrebno na trg podati, ga videti na lastne oči in